Dober večer, usedite se, naročite si pijačko, moram se priklopiti na online režim delovanja mojih glave, ki ne deluje zadnje čase. Torej, tukaj imamo še prostor mizico, slučajno, če nima kdo prostorčka, imamo še dodatne stole, če rabite. Jure, Urek, a da kakšno mizo, lahko tukaj se usedite. Mi v bistvu bomo rabili samo nekaj minut zaslon, potem ne bomo ga rabili. Tako da lahko počakate, dokler bo nekaj na zaslonu in potem se mirno usedete, mi ga ne bomo več uporabili. Dobro, jaz bom kar začela. Lepo pozdravljeni vsi, obiskovalke, Bar kulture 313.6 v Medvodah. Nas že drugo leto ali celo tretjo tukaj srečuje Ukrajince Slovenije na dogodku, ki mi ponavadi prej imeli ob pomladih, med pomladjo. Letos prvič smo začeli novembra in bo to skozi novembra. Nekako 10 let probamo izpostaviti tale kulturni miks boršč. To smo začeli o tem govoriti že nekaj časa, takrat boršč še ni bil uvrščen na UNESCO seznam. Zaradi tega je kulturni miks. Danes bo pogovorni večer, 19. Hvala, da ste prišli. 25. bo en drug večer v knjižnice Medvode. Bo nekaj čisto drugega, bo v bistvu pogovor o društvu KD Ljubljana Kijev, torej naše društvo, tukaj predsednik, v bistvu vsi ustanovitelji smo tukaj danes. Prišli so me podpreti kot voditeljico in mogla bi biti še ena razstava zelo talentirane ukrajinske grafičarke Irčije Bondarenko, ampak knjižnica Medvode nažalost je dolgo zasedena do leta 2027, tako da bomo probali nekako najti nek drug prostor, zaradi tega, da ta gospa je zelo talentirana in jaz mislim, da Slovenija bi mogla videti njene grafike. In od teh dogodkov ostane v bistvu dva. Reševanke in delamo ponavadi maja, reševanke bomo vedno obdržali maja, to šteje za maja. V redu, ne bom preveč govorila, torej moje ime je Ina Delčenko-Felih, ustanoviteljica Ljubljana Kijev, društvo, ki deluje tukaj že 10 let v Sloveniji. In danes moji gosti, naši gosti so Luka Roter in Sašo Mitrič. Mogel bi biti nami še gospod Leon Novak, nažalost je zaseden, ni mogel se udeležiti, tako da bo tukaj nastopal na zaslonu. In bomo imeli danes pogovorni večer o Ukrajini. Kako Luka Roter in Sašo Mitrič, kako in zakaj sta tako navezana na Ukrajino, da kot vidite sta prišla nam celo v višivankah. A ni to lepo? Dajmo en aplavz. Hvala lepa, to je res prijetno. Za Ukrajince to veliko pomeni taka podpora, da vi že tako javno nosite višivanko, to mislim, da je lepa podpora, tako da res hvala, djakujemo vam. Tako da bomo kar začeli in da popestri naš večer, ker veste, ne vem, koliko Slovencev je, ampak tisti, ki nas poznajo, že vejo, da Ukrajinci brez pesmi ne morejo. To ne gre. Ne gre ni, kadar smo žalostni, ne gre, kadar smo veseli, torej pesem vedno nas spremlja. In zaradi tega mi smo se odločili, da bomo povabili en zelo, zelo lep duet, Verbena, ki bo nam zapel dve pesmi. Ena pesem bo bolj žalostna na začetku. Imate na mizici prevod, imate ukrajinsko besedilo in slovensko transkripcijo, prevod v slovenščino in tudi razlago, o čem je pesem. Ker dolgo včasih tako ne razumeš, zakaj gre, ampak tukaj lepo preberite, zakaj gre, da boste videli, kako lepa je ta pesem. Tako da začnemo s pesmi. Pesem se imenuje Oj, pole, polečko. In peli nam bojo danes Tatjana Savatjeva in Olena Serebrecka in duet Verbena. Lepo prosimo. Ой, полечко, Она дому
tudi slike fantov, moških Ukrajincov, ki so oddali svoje življenje za Ukrajino. In to so v bistvu junači, ki so bili na vladu konzumat Ukrajine po spominu. Bolj jaz, zaradi tega, da nisem že vedno v času vojne, jaz bi prosila za minuto molka. Če lahko mi začnemo z minuto molka, jaz bi prosila, da bi vsi vstali in oddali minuto. Hvala lepa. Dokler nas lepo tukaj gosti gospa Irena, vi kar naročajte, da bomo dobri gosti. Preden začnemo pogovor v živo, jaz bi vse predala besedo gospodu Leonu Novaku, katerom jaz mislim, da bi tudi bosta nekaj povedali. Se upravičujem naprej za mojo dvojino, katera ne obstaja skoraj, tako da samo upoštevajte, da to mogla bi biti dvojina. In gospod Leon Novak bi rad prišel, ampak je imel že nekaj obveznosti v Novem mestu in nažalost ni mogel se udeležiti, tako da sam nam poslal en nagovor. Spoštovani prijatelji in podporniki Ukrajine, lepo pozdravljeni. Moje ime je Leon Novak in sem škof Evangeličanske cerkve na Slovenskem. Od začetka agresije strani Rusije na Ukrajino sem to deželo obiskal že večkrat. Ob tej priložnosti sem tudi osebno dostavil humanitarno pomoč v obliki zimskih oblačil, zimskega perila, prve pomoči, generatorjev in pa enega večjega generatorja za univerzitetno bolnišnico v Harkivu. Hvala vsem prijateljem, ki podpirajo ta humanitarni projekt. Hkrati pa bi se rad zahvalil vsem tistim, ki tudi v molitvah spremljajo Ukrajino in prosijo za pravičen mir. Tudi sam si želim, da bi v tej deželi končno zavladal pravičen mir, da bi ljudje spet lahko zaživeli brez strahu, še posebej najmlajši otroci, ki morajo po podzemnih postajah obiskovati pouk ali pa v bistvu po zimi zaradi uničene električne infrastrukture trpeti za mrazom. Želim si, da bi se to stanje čim prej končalo in da bi ljudje zaživeli spet normalno in mirno življenje in vsem še naprej želim obilo Božjega blagoslova in miru. Lep pozdrav. Hvala lepa. Vidim, da slabo se slišalo, ampak jaz mislim, da vi razumete zadeve in že ste dali sporočila miru, da čim prej se to konča in meni zelo prizadela beseda pravičen mir. Mi pogosto slišimo besedo mir na ceno, na katero ceno, ampak ta izraz pravičen mir mora biti stalno uporabljen v primeru vojne Ukrajine z Rusijo. Tako da bomo kar začeli, jaz ne vem, mikrofonu, ne? Jaz bom začela potem, Luka, si bliže mene, tako da bom začela kar s tabo pogovarjati. In jaz, ko sem prišla v Slovenijo, meni so vedno rekli, kaj te je pripeljalo v Slovenijo. In so rekli, ljubezen te je pripeljala v Slovenijo. Zdaj pa me zanima, kaj pa tebe pripeljalo v Ukrajino, prej si tudi zainteresiran za Ukrajino. A si spoznal Ukrajino sam zaradi vojne, sam zaradi... Kakšna je tvoja navezava z Ukrajino? Hvala za besedo in najprej bi se rad zahvalil vsem tukaj, da sem bil dejansko povabljen kot gost. Mi je velika čast, da lahko delim to svojo res lepo priložnost, lepo izkušnjo s vami. Na to temo Ukrajino sem spoznal tako, bolj resno sem se začel ukvarjati žal zaradi vojne. Spomnim se še februarja, ko se je to začelo. Ravno smo se z družino vozili nekam in nisem imel boljšega zdela, tako da sem stalno spremljal svetovne novice in se je govorilo o več ruskih vojakov na meji, prve neke provokacije. Rusi sicer vse zanikajo
in sem iz ure v uro lahko spremljal to dogajanje. Naslednje jutro, ko sem se zbudil, sem videl, da se je vojna začela. In takrat sem mogoče prvič v življenju, še bolj kot recimo pri epidemiji COVID, prvič v življenju res začutil, da živim zgodovino. Živim nek velik, grozovit dogodek in sem se res čutil, da želim na vsak način, kot lahko pomagam. O tem bom, kolikor sem pač lahko omejeno naredil, bom verjetno govoril še prej, ampak ja, žal je bila naveza malo tragična, ja. Torej, prav zaradi vojne, ti si začel se zanimati se za Ukrajino, pomagati in predvidevam, če sme ne, vem, da v občinstvu imaš prijatelja, torej, mogoče tudi zaradi toliko, ne? Ali se prej še boste že poznali ali ne? Ne, torej, Olega sem potem. prav zaradi manifestacij, prav zaradi tega, da... Sašo, isto vprašanje zate, prosim. Ja, Ina, najprej hvala za povabilo. Drugače recimo, da moja zgodovina seže vsaj v leto... Moram pritisniti? Ne, malo bliže. Ja, okay. Moja zgodovina spoznavanja tega ukrajinskega konflikta oziroma vojne Rusije proti Ukrajini sega še malo dlje, tako da recimo sem spremljal to mogoče čist ta prvi mesec, mogoče ne še toliko, potem sem se pa zelo aktivno s tem ukvarjal in sem od leta 2014 naprej spremljal situacijo, ker drugače oba dva so pač po izobrazbi so politologa in spremljal te tematike. Mene so vedno zanimali konfliktne cone, kako se kaj dogaja in tako. In tudi ta zgodovina teh ruskih vojn ima neko brado in ima tudi neke vzorce, ki se ponavljajo. Ne? In tudi tukaj me tudi najprej recimo zanimalo, kdo pa kle govori resnico, kaj se kaj dogaja. Ne? Potem, ko dovolj časa to spremljaš, vidiš spet enaki vzorci, enake ruske laži. In tudi tukaj se je tako izkazalo. Ne? Tako da je to zelo jasno, oziroma lahko vidimo že jugoslovanske izkušnje na našem teritoriju, ki se jih je pozabilo in se tudi danes jih pozablja. So stalne neke take, stalnice ruskega imperializma, kako teče. Potem vmes leta 2016 sem šel prvič v Ukrajino, kot je v bistvu bilo tako, smo šli v več različnih držav in od tega smo šli še tudi v Črnivce za en dan. No, smo se tam malo ustavili, ampak se je čutila vojna, seveda vojna se ni nikoli končala. Ne. Recimo, to mi je tudi zelo zanimivo, ker se zelo mena se ta zadeva, vedno se govori, ja, vojna se je začela pa nekaj let nazaj, vojna se ni začela nekaj let nazaj. Sam iz naših televizorjev izginila, ne, recimo tudi zdaj, ko smo bili v Kijevu, samostanu Svetega Mihaela, imaš tam dolg zid, ki na koncu ni zmanjkalo prostora, da bi dali nove mrtve gor. To drugače se mi zdelo zelo lepo, da se spominjate vsakega posameznika, ki je dal življenje za Ukrajino, ki brani Evropo, ne, v bistvu. Tam lepo vidiš, leto 14, 15, 16, stalno, ni se nehalo, to se ni nehalo, samo zginili z naših pač ekranov. In govor, da vojna zdaj nekaj let je malo tako, invazija je nekaj let, gre pač za res tako velik poskus, kako pač uničiti v bistvu Ukrajince kot narod. Recimo, tudi če beremo Putinove proste spise, kako on govori, da v bistvu Belorusi in Ukrajinci ne obstajajo, da to so pač v bistvu neke sorte Rusi z napako. Ne. Mislim, ta trojedinost je malo tako zelo perverzna v tem smislu. Ne. Tako da preveč so mi te zadeve jasne in tukaj gre za neko veliko krivico in je logično, na katero stran se bom postavil, seveda se proti temu zlu, ki izhaja iz tam in ima že dolgo brado. Jaz sem vas omenjala oba kot posameznika, sam po imenih, ker v bistvu tako redko ne. Vem, da imate eno vlogo v eni politični stranki, boste potem kasneje malo o tem povedali. Nisem hotela na tem poudarjati. Sta prišla kot Luka Rotar in Sašo Miklič, ki sta navezana in podpirata Ukrajino. Jaz se spomnim, ker ruska vojska se ustavila na meji z Ukrajino, veliko Ukrajince ni verjelo, da bo napad. Luka, ti si rekel, da ti si začel zanimati takrat, ko je bil že ta velik napad, mi rečemo velika vojna v Ukrajini. Full scale. Tako, velika vojna, mi temu rečemo po ukrajinsko velika vina. Torej, ti si verjel, da se to bo zgodilo? Ker Saša, vidim, glede na odgovor, že zanima in točno, kaj pa ti kot... Kaj se ti zdelo? Ker se rečem, veliko Ukrajincev ni verjelo, da bo napad. Glede tega, če se poskušam spominjati nazaj,
mislim, da če bi me takrat vprašali, bi rekel, upam, da ne. In z vsakim pač vedno bolj, ko je postajalo to bolj jasno, ni da tega nisem verjel, ampak mogoče je nekaj, česar človek noče verjeti. In mislim, da se je to dogajalo tudi z veliko ljudmi v Ukrajini, sem mogoče lahko v nekih malih možganih, pač v slednjem čutil, prihaja nekaj, ampak človek postavi okoli sebe neke bariere, nočem, da se zgodi. Pa sej, ja, to se ne more zgoditi, ne more se ta katastrofa, kot je Saša prej rekel, širiti od, ki se vleče že od 2014, da se potem premakne na celotno invazijo države. Mislim, da je nekaj takega bilo pri meni. Torej, da sem upal, da se ne bo zgodilo, ne bi pa rekel, da sem bil optimist glede tega. Saša, kaj pa ti? Ja, še vedno neko presenečenje, ampak pravim, glede na to, sem videl, kaj ruski mir pomeni v Siriji, kaj so tam podpirali, ne? Pa ko si videl tiste masakre, kaj so pač ali zavezniki, ali potem direktno, kaj so Rusi počeli, pa Čečenija prej, pa imamo še Gruzijo in tako pravim, imamo te zadeve, mislim, zgodovina potem je, če jo spremljaš, sploh če jo ne pozabiš, ne? Seveda je še vedno presenečen, spet podobno nekako tako bi rekel, upaš, da ne, ampak te pač pri ruskem režimu te težko kaj preseneti, ker vidiš, to je pa tudi res spet, tukaj se je pa Evropa, pa tudi Amerika se je tudi malo sama kriva, ker se preveč popuščalo. Preveč se je popuščalo in se ni naredili tisto, kar bi se moglo, ker smo pozabili te izkušnje, ki so bile krvavo nekako naučene v drugi svetovni vojni, kako je, če se nečemu takmu popušča. Tukaj recimo danes pač se popuščalo se preveč časa ruskemu fašizmu in sedaj ga imamo v tej najbolj tej imperialni ekspanzionistični varianti, je zdaj ta metastaza je tetoratela in se širi in ga bo treba ustaviti silo. Ni to, mislim, smo še vedno bi se nekaj pogovarjali, pa nekaj bi mirovali, pa take zadeve, ampak to ne gre proti temu, to treba dejansko fizično ustaviti, drugače se to ne da, to je jezik, ki ga ruski imperij razume, vedno ga je razumel, tudi recimo, če spet spremljamo zgodovino, Rusija je bila poražena v zgodovini kar nekajkrat oziroma ruski imperij, pa je to ali v črni ali v rdeči obliki bilo kjeri. Tako da imamo tega precej, tako da to je precej, pa lahko pridemo na točko ruske propagande, pri kateri smo pa definitivno mi tukaj na udaru in je sovražno nastrojena proti našim skupnim vrednotem, če rečemo, da skupne vrednote so Evropska unija, ne, recimo, v katero smo vstopili, definitivno ruskemu imperiju ne ustreza Evropska unija. Tako da bi se mogli bolj zavedati tukaj v Sloveniji, s čim se mi tukaj soočamo, nažalost. A meni to všeč? Seveda mi ni všeč, ampak da si pa zatiškaš oči, pa miruješ, pa to pomeni pač, da puščaš prosto pod vojni, to pa ni rešitev. Ne. Bravo, bravo. Hvala za podporo. Hvala, ker jaz vem, da to nisem besede, oba sta šla v Ukrajino med veliko vojno in zdaj bi jaz rada vas vaju vprašala prav o tistem dogodku, kako ste šli, kaj ste tam počeli, kaj vas presenetilo pri Ukrajincih, če dobro poznate že Ukrajince, kakšni smo, malo divi, nismo divi, kakšni smo, povejte prav vašo izkušnjo iz tega potovanja in z tega, to je bilo pred kratkim, menda med poletjem, ne? Bi bilo zanimivo poslušati vaše izkušnje. Zame se je ta zgodba nekako razvijala, pa jo bom poskušal predstaviti v treh delih, pa da ne bom predolg. Že zaradi tega, ker se že kar nekaj časa, par let ukvarjam z tem pro-ukrajinskim aktivizmom, poskušam biti aktiven, kolikor sem lahko, sem želel tudi pač videti Ukrajino. In ker sem imel po nekem spletu okoliščin to poletje, sem 3 tedne preživel v Bratislavi na nekem tečaju slovaščine, sem se odločil, da Slovaška ni tako daleč od Ukrajine, lahko to zadevo potem še potegnem, obiščem kakšno mesto. Originalni plan je bil verjetno Užhorod, mogoče do Lviva najdalj. To se je vse spremenilo, ko sem dobil e-mail strani ukrajinskega veleposlaništva, da so bila s Sašotom povabljena na mirovni zajtrk, ki je bil organiziran v Kijevu strani ukrajinske vlade in ukrajinskega predsednika Volodymyra Zelenskega. In na tisti točki, najprej sem bil presenečen, seveda pozitivno presenečen, kdo jaz kot nek Janez tu iz Slovenije bo prišel v Ukrajino na nek tak velik dogodek. Res, neizmerna čast, še vedno razmišljam o tem. In se odločil, da bom to svoje potovanje potem podaljšal, še do Kijeva.
Potem pa sem bil še na okrogli mizi, ki jo je organiziral Erik Valenčič, tudi velik prijatelj Ukrajine. Sam je bil večkrat tam ali kot vojni novinar in tudi nam. Jaz prihajam iz organizacije Mladi forum, to je podmladek socialnih demokratov tu v Sloveniji. Smo dvakrat organizirali najprej zbirno akcijo v Sloveniji, da smo zbrali nekaj denarja in druge pomoči za recimo generatorje, medicinsko pomoč, oblačila. In potem to sami s par kombi peljali v Ukrajino in Erik nam je res vedno pomagal tem sta ob strani, tako da res njemu se moram tudi tukaj zahvaliti. Skratka, na tej okrogli mizi mi je postalo jasno, da nočem iti v Ukrajino samo kot turist in nočem iti v Ukrajino samo kot predstavnik neke države, neke delegacije, ker vem, da bi se slabo počutil. Zakaj ne bom jaz tam turist, ko ljudje umirajo v vojni, ko ljudje trpijo? In sem se odločil, da bom pomagal, kolikor lahko. In sem s pomočjo dobrih prijateljev, kolegov iz Podmladka, drugih organizacij, pač vsem, ki sem jim po domače povedal, lahko malo težil, se odločil, da bom naredil zbiralno akcijo medicinske pomoči, ki bi potem sam nesel v Ukrajino. Žal nisem imel možnosti iti s kombijem, tako da je bilo tega samo en velik star kufer, ki smo ga imeli v kleti. Na koncu je bila akcija bolj uspešna, kot bi si lahko predstavljal. Ljudje so res zbrali, ljudje so res donirali, kolikor so lahko, ogromno paketov prve pomoči, povojev, gas, vsega tega, kar sem potem lahko srečno predal v Ukrajini volonterju Juri, s katerim so se tudi potem spoprijateljila. Torej ja, nekako to je bila evolucija, zakaj sem šel v Ukrajino. Na koncu sem obiskal Užhorod, Lviv, Kijev in Odeso. O tem mogoče lahko še malo pozneje govorim, zdaj Sašo pride do besede, ampak nepozabna izkušnja, res. Pogumno, zelo pogumno, res. Hvala. Pogumno. Ja, drugač, moja zgodovina, lahko še to damo še malo predzgodba je še ta, recimo, čim se je začela invazija, so bili neki protesti, so se začeli dogajati in najprej ni bilo še v okviru, da niso Ukrajinci organizirali tega, ampak je bil nek tak obči slovenski izhod, ne. Tam se recimo Olega sem spoznal na nekem, tam je govoril, takrat se še nisva, sem ga videl, vizualno sem, ja, nekaj tazga slovensko je bilo, tam je bilo že takrat nekaj čudnega, ker se je stalno se uporabljal nekaj tak, pasiv se je uporabljal, vojna se je začela. Ne, da je nekdo začel z nekimi nameni točno, ne vem, ker si postavlja spomenike, ne. Mi je bilo že to malo čudno, ne, nobenih prvo nekaj zastav, kakorkoli, je bilo tako. Sem bil tam udeleženec, pa to takrat se še nisva spoznala. Ampak potem, kasneje, ker ste pa Ukrajinci začeli imeti svoje proteste, ne, sem rekel, to je pa zanimivo in sem tako, čist na blef sem prišel in sem najdel potem tudi koga, ki govori kaj slovensko, ker pač žal jaz ne govorim ukrajinsko ali pa še ne govorim ukrajinsko. Tako da potem sem se pa začel malo družiti, spoznal Olega in takrat je šla ta zadeva naprej. Potem smo še kakšno akcijo izvedli, recimo, tukaj sem probal, ker sem tudi jaz znotraj socialdemokratov, se probal in sem videl, da Ukrajinci probate, da se prizna gladomor kot genocid, ne. In smo se potem nekako angažirali na tej točki in je bilo potem to uspešno, ne. Je bilo treba tudi ja, je bilo treba nekaj naporov, pa je šlo. Ni bilo tako gladko, kot je potem izpadlo, oziroma je zanimivo, kako je pol od enkrat se tudi je naša zunanja ministrica to nekako sprejela, no, ampak ja, so bili zapleti, potem se pa nesrečno dobro rešili. No. Tako da je to bila še ta predzgodba. In potem nekako sem se začel tudi malo z tole ekipi v veleposlaništvu malo bolj spoznavati, ne, kako to je, in potem je prišlo to povabilo. No. Tako da seveda v vmesnem času pa človek začne malo spremljati ukrajinsko glasbo, besedila prevajati in tako. In vidiš ta v bistvu svobodnjaški duh, ne, recimo, ker to mi je bilo zelo fascinantno, ker pri Rusih vidim predvsem to neko slepo, mislim, podrejanje oblastem. To so zelo avtoritarni, bolj je to avtoritarna kultura, kakor jaz poznam njih, ne. Medtem, ko pri Ukrajincih je pa tudi, če gledamo zgodovino tega prostora, je pa ta anarhična misel tudi bolj močna in tako tudi, recimo, če si malo bolj levičar, ti je to tudi tako blizu, tako da to je to
kako doživljam tudi Ukrajincem, je to ta samoorganizacijski vidik, ne, da recimo, okay, če že vlada zataji, pa Ukrajinci ne bodo, ne, sej se gre za družine, ne gre se tam za neko oblast in ko gre se za preživetje, je to čisto nekaj drugega, ker tam neko slepo podrejanje in sledenje ukazom, ker se tam vidimo, je fascinantno, kako lahko to mirno gledajo, da se jim to dogaja, kar se jim dogaja in da naredijo prav dosti proti temu. To je zelo bizarno in fascinantno. No, to je ta del. Tako drugače pa zdaj, pa, če razložim, kako se bo potem šlo, mislim, pot je pa kar dolgo trajala. Ne? Tako da za tiste 2 dni in pol Kijeva je bilo potem, to 5 dni se tja potovalo. Se pravi, najprej se je šlo z letom, jaz sem šel malo drugače kot on, ker sem šel z letalom, nisem mogel prav kaj do sabo vzeti, ampak tako se tudi z Olegom v organizaciji, pa se donira na redni bazi, nima veze za zdravniško pomoč, za drone, za karkoli pač treba, ali pa za, kaj smo rekli, za otroške odejce se je dal, pa take stvari. Nima veze, zakaj pač se donira, pač, ker se mi zdi edino pravično in spodobno, da se to dela nekomu, ki je v stiski in vse ste naši sosedje, ne? In mi je to zelo zanimivo, ker se ponavadi se nam smatramo, da vojna ni blizu nas. Ne? Ker je bila v Bosni vojna, smo rekli Bosni, da je pač to zraven nas. Ne? Zdaj pa kaj samo Madžarska vmes, pa smatramo, da je to nekje tam, ne vem, v Indiji ali kje, ne vem. Imajo tak odnos, imajo impersonalno, kdaj od časa do časa. No? Se pravi, sem letel najprej v Varšavo, pol v Rožešov, tam prespal, potem smo imeli, do Premišlja smo imeli, je ukrajinsko tole, v Ljubljano je veleposlaništvo tale ven, kombi prevoz smo imeli, ker smo bili samo 3 noter, jaz pa 3 Američani, ker ostali so drugače lahko tudi iz Krakova hodili, pa to več destinacije je bilo, ampak definitivno so nam priporočali, pejte z letalom, ker drugače z vlakom je to kar katastrofalno. In potem smo šli iz Premišlja na nočnem vlaku, je bilo to 9 ur, ne? Pa zastoji, pa gužve na meji in take zadeve, tako da je bilo kar pestro. No? Tako. Da ne bomo samo v negativu, ker v negativu sigurno bomo. To jaz sem začela nekako, sem rekla, ne bomo na začetku pozitiv, pa potem kar naenkrat začela z negativa. Dajte povedati Slovencem, ki so tukaj in ki nas bojo tudi gledali, ker bo to se predavalo na YouTube, na našem kanalu, povedati, kakšna je Ukrajina, ki je zdaj med vojno, ampak vseeno ste videli lepa mesta, Lviv, Užhorod, Kijev. Kakšna se vam zdijo ta mesta? A so lepa, so drugačna, zelo od slovenskih? Kakšni so ljudi? A je dobra kava pri nas, recimo? Bom jaz se bil najprej na malo resno, potem pa, da ne zamorimo, še nekaj malo bolj zabavnega. Mogoče bom rekel nekaj, kar je malo paradoksalno, ampak vsaj to, kar sem jaz obiskal, Ukrajina je varna. Ukrajinska država in ukrajinska vlada in ukrajinska vojska se poskrbijo, da je država odlično zaščitena. In to ne rečem zaradi tega, da bi minimaliziral učinkovanje. Daleč od tega sem videl in nažalost tudi slišal iz prve roke, kaj pomeni vojna, kaj pomeni bombardiranje, kaj pomeni, ko slišiš brneči šahed nad glavo. Ampak zaradi tega, da bi si ljudje in pač posebej, ne vem, če nagovarjam Slovence, upali narediti nekaj takega, kot sem jaz naredil, kar so naredili moji kolegi, ko smo nesli pomoč v Ukrajino. Vedno, ko mi nekdo reče, da sem bil pogumen, ker sem to naredil, seveda sprejmem kot velik kompliment, absolutno. Ampak na drugi strani si rečem, ne, nisem. To je tako nekaj izvedljivega. Če sem jaz s par kolegi to lahko naredil, to lahko naredi vsak. In to bi vsak, ki lahko moram narediti. Naša dolžnost je, da pomagamo Ukrajincem, ki so v taki krizi. In mislim zato, da je potrebno izpostavljati, da se iti v Ukrajino. Lahko prideš do Kijeva, v redu je. Naredi to, če le moraš. Drugi strani pa, kave se ravno ne spomnim, ampak bom pa nasplošno komentiral hrano. Odlična. Tako sem jaz že imel predtem kar veliko ljubezen za varenike, ki so v Ukrajini seveda fenomenalni. To je preraslo do tega, da jih z mamo poskušala vsak mesec vsaj enkrat doma narediti. Doma narejeni so seveda boljši kot kupljeni. S tem, da pa si bom upal to deliti z tudi Ukrajinci, čeprav sem na to od različnih Ukrajincev dobil mešane odzive.
Sva poskušala vseeno narediti neko tako malo slovensko-ukrajinsko fuzijo, da jih ne kuhava samo v vodi, ampak v goveji juhi, zato da je še malo več okusa zraven. Ne, seveda je dobro. Kako to je? Ampak ja, mesta so čudovita. Recimo, ko sem prvič prišel v Lviv, je kot da bi stopil na ulice Dunaja. Mislim, z razlogom tako pravijo. Od vseh pa me najbolj presunil, mislim, na Kyiv. Res gigantsko mesto, impozantno mesto, polno cerkva. Tudi take majhne stvari, recimo, kako lepa je podzemna železnica, kako globoko gre res. Mesto, v katerem bi lahko do jutri govoril. Ja. Mislim, Luka je videl malo več Ukrajine kot jaz, no, tako da jaz lahko 2 mesti bolj opisam, tako da Črnivce pa Kijev, ampak Kijev definitivno, seveda, ampak Kijev je res nekaj, kar se te dotakne. In ja, veliko je teh samostanov, takih drugačnih zadev. Mislim, videti ali pa prije do reke, to sem se nekako režirel, da grem do Dnipra, lepo, da se sprehodam, pa videti tam lepo ribiče, pa tovorne ladje, ki grejo in tako. Ampak spet je ta zadeva, res si zasluži Kijev več časa, da se ga obišče, jaz sem ga imel, kakor sem ga imel. Program je bil dosti natrpan tudi, tako da resnično upam, da bom šel še enkrat vsaj, pa za dlje časa, da bom res vložil mislim, da bom naredil neko tako res dostojno turo in pogledal še kakšne muzeje, to, ker preprosto zdaj za to ni bilo časa. Pa tudi tako je, še vedno so, seveda, tako je bilo tudi, dokler smo bili mi na obisku, pa ker so bile take mednarodne delegacije, so tudi Kijevčani so nam rekli, da so zelo veseli, da smo na obisku, ker potem si Rusi manj upajo. Ker recimo tudi potem takoj, ko smo mi šli, je bilo 25 mrtvih in 70 ranjenih. Tako da dejansko, dokler imaš tam neke premijeje, pa neke mednarodne delegacije, ker to je bilo za vaš največji praznik, dan neodvisnosti, in potem je bil še naslednji dan ta morning prayer breakfast of Ukraine, ta molitveni zajtrk po nekem ameriškem vzorcu. Tako da ja, mislim, je ta šok, ker toliko lepo mesto je bilo, da recimo, jaz sem pozabil, da sem v vojni situaciji, in potem, ko začne sirena, te malo tako, kaj zdaj to, je to rešilc, malo tako, mislim, res te zapelje, glih tako, in pač moraš nekako živeti normalno, sproščeno še vse iz dneva v dan, ker drugače verjetno znoriš, kakorkoli, to ne gre tako, da si ti stalno v nekem klinču vklele, tako da ja, ampak moram prepohvaliti. In seveda, glede na to, da glih ne verjamem v kavo, verjamem pa v pivo, tako da, in so mi tam tudi ponudili, ja, pa imamo neko belgijsko, pa to nič me ne zanima belgijsko, in pa sem dobil lepo izjeloviva pivo. Pivo je bil €70, to je ponavadi tudi taka turistična informacija, ker se da, mislim, ni bil to nek tak spet nobel lokal, kakorkoli, ampak bilo res čisto zraven samostana Svetega Mihaela, lepo je bilo za pivo za €70, odlično. Tako da tudi to se te dotakne. Ja, tako. Ste me popeljali kar domov, ker sem živela 10 let v Kijevu in zdaj sem tako malo kar pogrešam. Moram priznati, da med veliko vojno nisem še bila doma in naslednjo leto grem, tako da Sašo, če hočeš iti na pivo v Ukrajini, te povabim z mano. Dobro, mene zanima vse, ker zdaj imate že stike z Ukrajinci. Jaz živim tukaj 15 let, 16 v Sloveniji in vem, da jaz, ko sem prišla, si mislila, smo vsi Slovani, tako vsi smo podobni, listi, enaki, ne vem. In v bistvu sem videla, da Slovenci ste kar tako drugačni od Ukrajincev. Ste Gorenjci taki bolj zaprti, ne spremete takoj v družbo, kakšen čas traja, še posebej recimo na Bledu, Blejci so znani potem, da ne bomo slabega nič govorili. Kakšni, če hodite že na manifestacije, družite se, poslušate glasbo, mogoče že poznate kakšen tak naš značaj, kakšni smo za vas Ukrajinci, razen tega, da smo malo anarhični, kot reče Saša, imamo radi svobodo, sami še najprej ne vemo, kaj to pomeni, vem, da imamo radi svobodo. Kakšni smo tako veseli, žalostni, ali se moj mož sreče, ti sam znaš, ali se smejati ali jokati. Ne vem, taki smo bolj sentimentalni. Kakšni se vam zdimo Ukrajinci, prav kot ljudi?
Mislim, da si zelo dobro začela, da je ta neka razlika med Slovenci, da smo malo bolj zaprti, malo bolj hladni, in da traja nekaj časa, da nekoga sprejmemo. Mislim, da je na začetku ta neka vse vljudnost, ampak da pride do neke korektne povezave, pa traja malo dlje. In mislim, da sem z Ukrajinci, s katerimi sem govoril tukaj ali potem v Ukrajini, je, ne morem rekel presenetila nekaj, ampak je bila drugačna ta velika odprtost. Takoj, tudi ko nisem znal jezika, ko sem poskušal s tisto malo angleščino, malo slovenščino, malo slovaščino, česar sem pač znal, odprtost pomagati, tudi neko zanimanje, več ljudi me vprašalo iz Slovenije, kako to, da si tukaj. Česar imamo v Sloveniji malo manj, tudi absolutno čustva, ja, pa ta neka, mogoče od vsega tudi smisel za humor. Kot neka anekdota, imam zelo dobrega kolega na faksu, katerega punca je Ukrajinka, in nas je nekaj zato povabila na neko tako tradicionalno večerjo pri njej doma. Bilo je čudovito. Vlada, če to gledaš, se ti zahvaljujem. In na koncu večerja sta se tudi pridružila njena starša in večer smo končali tako, da smo z njenim očetom pili eno fino vino iz Odese in govorili take malo bolj mastne šale, ki jih pred kamero tudi ne bi ponovil. Ampak mislim, da je ta smisel za humor nekaj, kar je vredno poudariti. Odlično. Ja, definitivno bi rekel, da gre za jaz, ste bolj sproščeni, tukaj mogoče tudi malo to kulturno ozadje, ker vseeno, tukaj je bila, pač Slovenci smo bili 1000 let pod kot germansko kulturo, red in disciplina, neka ta strogost, ne. Pa tudi mogoče smo malo bolj zaprti tukaj med neke doline in tako, in potem imaš nek tako bolj protekcionistično zadevo do svojih plemen in do tega, kar predstavlja tvojo skupnost, ne, medtem ko Ukrajina je pa pač ogromna in tudi bolj odprta, ne, tako da so te ravnice in morja pšenice in vsega skupaj, tako da je tudi nekaj gora, ne, tako na tem zahodnem delu, ampak ja, je to čisto neprimerljivo, kakor je Slovenija pač manjša in kakor je Ukrajina velika, in to verjetno se tudi po nekem nacionalnem karakterju se potem definitivno tudi pozna. In tudi vprašanje, kako ste bili tudi, če čez Ukrajino je dosti ljudstv čez tisočletja hodilo in se mešalo in tako da mogoče tukaj v Sloveniji je bilo povsem to malo bolj tako, no, stacionarno, tako da Se mi smo tam. Smo, ampak definitivno smo tam, ampak ni to čisto tako, kakor je tam premešano. No, tukaj smo se vseeno bolj ustalili, kakor pa kaj drugega, tako da evo, mogoče tako da ja, definitivno ja, sproščenost bi rekel. Sproščeni ste Ukrajinci. Mislim, če glede na to, kako se dobro ljudje držijo med vojno, mislim, da je tudi to neka vrsta sproščenosti, da pod takim velikim pritiskom lahko normalno deluješ. Da, ne vem, mama, ki ima otroka v vozičku, lahko slišiš sireno in pač ve, da mora nadaljevati s svojim življenjem. Mislim, da je to nekaj zelo posebnega. Jaz tudi moram priznati, da tudi tako kot ti, Luka, mislim, da humor nas dejansko rešuje. Meni se zdi humor pa varenike, hoče še. Kaj bi jaz, zdaj bi začela take bolj resne debate, ker zelo hitro gre čas in moramo še tudi nekaj takega povedati resnega, ne, kaj nas zanima. In jaz hočem vas vprašati kot Slovenca in taka zaangažirana politična Slovenca, politologa, ker zadnji čas srečujem kakšne kolege slovenske, me vprašajo, ali je še vedno vojna. Ta vprašanja me čisto mori, res vam povem, ampak ljudi ne vejo, kaj je to šahet, recimo, pač mi doživljamo vsak dan, ker šahet tam letajo na stotine. Tukaj se ne ve, v čem je težava, ali je to težava nezanimanja medij, ali je to ta težava zanikanja, psihološkega zanikanja celega ljudstva, da to se nas ne tiče, torej pri nas tega ne mogoče. Ker mi smo Ukrajinci točno tako se obnašali, ko je bila vojna v Gruziji. 2008 smo bili zelo
tako čustveno prizadeti, nekaj celo država pomagala, ampak nismo nikoli mislili, da to pride k nam čez 6 let, recimo, ne? Krim se je začel 2014. Zakaj vi mislite, da ljudi ne zanima to Ukrajina? Zakaj mi smo tako blizu in tako daleč? Jaz sem nekaj tednov nazaj imel zelo podobno debato z ukrajinskim veleposlanikom in moram reči, da mu nisem mogel dati nekega celovitega odgovora, ampak mislim, da je tukaj vseeno bolj na strani medijev. Mislim, da je velik problem z vojno v Ukrajini, z rusko invasijo na Ukrajino. Da je to tema, ki se samo še včasih pojavlja v slovenskih medijih in da je preprosto v zadnjem letu pa pol padla izven političnega diskurza, kar je katastrofalno. Ker vseeno, ja, tudi ko se je vojna začela, se je nažalost čutil nek ta proruski ali pa vsaj ukrajinoskeptični element, absolutno, ampak je bila to nacionalna debata, vsak se je mogel izpostaviti potem, o tem se je konstantno govorilo, to je bilo tudi okoli volitev, tako da je bila še posebej pestra tema. Mislim, da je pri medijskem pokritju Ukrajine sta v Sloveniji dva problema. Prvič, da ga je preprosto premalo in drugič, na kakšen način je pokrita. Pokrita je seveda kot vojna, ampak vedno, ko se govori o pomoči Ukrajini, se vedno takoj veže zraven orožje. Kar je seveda na eni strani smiselno, v Ukrajini moramo pošiljati orožje in vojaško podporo, absolutno. Ampak Slovenija je zelo nemilitaristična država, zelo veliko odbojnost imamo do kakršnekoli vojne, ker na srečo tudi že zelo dolgo hude vojne nismo imeli, vse od druge svetovne vojne. In neka ta naravna odbojnost, vse z orožjem, vse z vojsko se poskušamo držati stran od tega. In zato mislim, da se potem pride ta skeptičnost, ja, se bi pomagali, ampak orožje, ja, kdo pa profitira od tega, to pa ljudje umirajo, nekaj takega, čisto iracionalno. Medtem ko na drugi strani, ko se enakem uničenjem, ki se dogaja v Gazi, je vedno predstavljeno bolj kot ruševine, ljudje, ki tam, družine, ubiti otroci. Iste reči, ko se dogaja v Ukrajini, situaciji nista tako drugačni. Je veliko večji ta element humanitaren, ki pa mislim, da bi v Sloveniji veliko bolj zadev. Moj kolega je nas je nekoč opisal kot Amnesty International narod. Ko pride do neke take humanitarne človeške situacije, mislim, da so ljudje pripravljeni stopiti skupaj. Dokaz tega je, koliko sem samo jaz, od ljudi, ki jih poznam, uspel zbrati medicinske pomoči, brez kakršne širše infrastrukture, da bi to nabiral, brez širše medijske kampanje. Tako da mislim, da je problem, kako je v medijih to predstavljeno, pa bom na koncu mečkam še tem lahko govoril v kontekstu te akcije, ki jo pa mi vodimo. Ja, jaz bi rekel, en dejansko problem so mediji, drugo je pa v osnovi ljudje smo precej egocentrični, in dokler se tebe ne zadeva, je to vse nekaj abstraktno, nekaj daleč in tako. In tudi recimo se utrudiš, recimo, kakor smo tudi narejeni, tudi mogoče v tem sistemu, kakor ga imamo tržno, da smo navajeni na neke produkte, ki morajo biti vedno novi, in nismo več navajeni na dolge roke karkoli teč, tako rekoč, oziroma že tako ljudje niso sposobni ene knjige prebrati počasi, ker je to že preveč fokusa od tebe zahteva. In podobno je tako, mislim, to je preveč nekje odtujeno od ljudi načelom, ki se spopadajo s svojimi problemi in tako. In seveda, če imaš kakšnega sorodnika iz takih krajev vojnih, in to je takoj drugače, takoj bolj plastično razumeš, kaj to pomeni. Medtem pa mi imamo pa recimo, tukaj na levi imamo sploh ta paradoks, da imamo fetišno upor pa na partizanstvo, pa na orožje v bistvu, kaj pač dejansko, mislim, mi nismo nacizem porazili z besedami. Pač je bilo treba konkretno nekaj narediti, da se ga je poslalo tja, kamor se ga je moglo. Tako da tukaj je ta razkorak. In ja, lahko bi mediji dejansko bolj aktivno predstavljali te zadeve, ampak spet, koliko je to kaj privlačno. In po drugi strani spet mogoče bi tudi mogli več delati tudi na tem, to pa je, tukaj bi lahko dali kakšen input,
kaj bi lahko ljudje naredili, da pomagajo. Ne? Recimo, če imajo samo nekaj, da se dogaja in nimajo nobenih opcij, kaj bi lahko naredili, ne bo neke realizacije na tej točki. Ne? Oziroma drugače pa načeloma, tako, kar se vseh teh konfliktov tiče, mislim, mogoče tako, kot bi rekel, recimo, da če si nek povprečen Slovenc, verjetno razumeš svoje medsosedske spore. Ne? Kaj pa tam nekje že 500 km stran ali več, je pa res malo preveč abstraktno. Ne? Tako da, ja, malo več introspekcije, malo več te šole, če bi tako delali, malo več poziva, recimo, tudi tako je. Večina, mislim, že tako je. Večina Slovencev sem prepričan, da ve v Rusiji malo ali nič, v Ukrajincih pa žal še manj. Zato sem bil zelo vesel, da so se začeli delati ta ukrajinska društva, da se Ukrajince postavi, se vas postavi na zemljevid, da pokažete, tukaj smo in da ne more se pol to, kar recimo smo poslušali tam Olekrat govori o bipolarni motnji, ne, da imaš samo Ameriko in nekaj, kar je proti Ameriki. Ne. In v tej točki se pač lokalci izgubijo, ker si samo nek inštrument brez agensa, nič ne moreš, pač si predmet, s katerim se prelaga. Ne. Mislim, in je pol ta problem, da recimo, ali pa recimo sem srečal nekega, konfliktna oseba na Nanosu z Nagori, gor sem ga srečal, začela se debata normalno, pa začel razlagati, kako njegov domet je bil v tej bipolarni motnji, da mi imamo veliko več skupnega z Rusi, pa z Američani. Jaz sem odgovoril, pa kaj mene brigajo Američani? Mi imamo veliko več skupnega z Ukrajinci, pa z Rusi. In pa je bilo samo, ker to ni bilo v njegovem filmu, njega je to čist zmedel, ker ni bilo nekaj neklasičnega, da obstaja še nekaj tretjega tukaj v tem njegovi bipolarni motnji. Ne? Tako da, tukaj je bilo treba, mislim, veliko se že naredi, če se za te zadeve začne ozaveščati, pa sploh, če so neki pozivi in tako, ampak mislim, tudi tako je, če mogoče med ljudmi ni toliko te neke podpore, pa je še vsaj pomembno, da pa med politiki vsaj še ostaja, medtem ker oni pa vsaj so plačeni za to, da vajo stvari, ne, in se morajo s tem ukvarjati. To je njihova služba, ostali ljudje imajo neke druge službe. Te bi pa načela mogli vedeti zaenkrat, ja, lahko bi naredili še precej več. Je pa še vseeno, je pa tako, da vseeno pa nekaj, vseeno počenemo. No. Ni pa spet tako slabo, tudi neke orožje smo dali vseeno. Tako da, ja, neka taka situacija, recimo. Ne bom delala antireklame, ampak moram priznati, da ko prižgem RTV Slovenija, takoj dobim glavobol. Nehala sem že pisati pritožbe o nekih popravljanjih besed ali kakšne zgodovinskih dejstev. Ne gre, meni se zdi, da me tam že poznajo na tistem človekove pravice, ta varuh za človekove pravice na RTV Slovenija, ampak definitivno sam, da prižgem novice, nekaj bo in nekaj bo neresničnega, nepravičnega o nas, Ukrajincih. In mene v bistvu to tudi zanima. Jaz pogosto, ko se pogovarjam z domačini Slovenci, razen moje družine seveda, ne, pogosto slišim to številko, da v Ukrajini živi 80% Rusov. Kaj mislite, odkot to prihaja? To proruska propaganda? To nekaj, danes sem gledala eno zelo zanimivo oddajo na YouTube, en podcast, o tem, da Ukrajinci v Švici našli v učbenikih že leta 2018 učbenik, torej že po vojni v Ukrajini, po anekciji Krima in tako naprej, tudi je bilo v Nemčiji, in potem so začeli gledati v bistvu povsod v Evropi, v otroških knjigah piše napačne podatke o Ukrajini. Krim je že recimo del Rusije, torej v bistvu Ukrajina hoče ga odvzeti, predstavljena kot agresorka. Kaj, a to gre iz kakšnih knjižnih podatkov, da napačno, ker nismo še s tem ukvarjali, najbolj, da treba bo tudi pogledati, kaj se dogaja. Odkot je ta številka, da v Ukrajini živi 80% Rusov? Zakaj nas še vedno jemljajo kot nek ali del Rusije, ali nisem prepričana, da nas celo jemljajo kot en narod, kot politični narod, ne? To hočem povedati. Mogoče nas še vedno Slovenci jemljajo nek kot del Rusije, pa mogoče zakaj se bojo enkrat tam odločili, pa bojo se šli nazaj, pa to. Mogoče to tudi to težava. Mislim, da se spet tukaj dve velike reči. Moram reči, da tega konkretnega argumenta ne rečem, da ga pač nisem slišal, ampak veliko podobnega pa. Mislim, da je to kombinacija neznanja, nepoznavanja Ukrajine, še enkrat, mislim, da si zelo pravilno rekel, o Rusiji mogoče še nekaj vemo, vseeno pač velika država, velesila skozi zgodovino karkoli, medtem ko se v stvarih kot ne, v Ukrajinski ljudski republiki v slovenskih šolah žal ne boste slišali, podobnih zadevah. Da bi pač šli do točke o ukrajinski osamosvojitvi, 90-ih pa
ponovadi je že prehitro konec leta. Tako da mislim, da potem ljudje ekstrapolirajo, a se nekaj vemo o Rusiji, Ukrajina pa tisto, ki je skoraj Rusija, ja, malo so drugačni, ampak nimam pojma, pa to so tam neki vse isti. Mislim, da pride iz neke ignorance, nepoznavanja, čeprav je kar veliko Ukrajincev v Sloveniji, to še vedno presenetljivo taka ignoranca. In na drugi strani pa mislim na neko nerazumevanje Ukrajine. Bolj kot ta, kakšen procent Rusov je v Ukrajini, sem jaz pogosto slišal argumente. Ja, ampak v tisti regiji pa toliko ljudi govori rusko. Ja in? Pol ljudi, pol volonterjev, ki sem jih srečal iz Ukrajine, pol Ukrajincev, ki jih poznam tukaj v Sloveniji, so odraščali z ruščino kot ali prvim jezikom ali pa normalnim delom njihovega življenja. Ampak so še vedno Ukrajinci, še vedno podpirajo Ukrajino. Večina si jih je zdaj odmaknila od ruščine, seveda, zato ker težko govoriš ravno z užitkom jezik nekoga, ki te zatira, pobija tvoje sodržavljane, potencialno celo družinske člane. Ampak mislim, da veliko ljudi težko razume, da je Ukrajina lahko, da je ta ukrajinska identiteta lahko vključujoča. In samo zato, ker nekdo govori rusko, to ne pomeni, da želi živeti v Rusiji, da je pripadnik Rusiji. In mislim, da je ta neko posploševanje, zato ker pri naši identiteti je veliko tega, da je bazirana zgodovinsko bila vedno na jeziku. Meje Slovenije so tam, kjer se govori slovensko. In nismo imeli te dualne narave mogoče. No. Mislim, da je nekaj na tem. To se je začelo v 70-ih, zelo Ja. intenzivno v 70-ih po holodomoru. Hvala, da ste to naredili, ker res je zelo pomembno. Tako da v 70-ih je bila ta intenzivna rusifikacija, ki sem tudi del te rusifikacije, ker sem več ruščine imela v šoli kot ukrajinščine. In potem tudi priseljevanja po holodomorju ruskih delavcev in ruskih kolonistov v Ukrajino. Ampak da je to prazen argument. To sem bolj hotel izpostaviti. Bolj neznanje. Mislim, da je neznanje glavni faktor. Drugače o tej temi sem kar dosti razmišljal, kaj je tisto osnovno izhodišče, da kako ljudje pač preprosto lahko nasedejo takim zadevam. Ne? Recimo proti ruska propaganda, če malo študiraš, je zelo dobro poznaš, imaš tiste točno besedne zaveze, so ti jasne zelo dobro. In tudi recimo, ker ponavadi, če se nekaj novega zgodi, testirajo svoje zadeve, kaj pravzaprav tudi prilagajajo na države, v kateri državi kaj bolj prime in kaj ne. Ampak to vržejo tako 10 teorij, kaj se je zgodilo in pol vidijo, kaj še ne efekt. Ne? Recimo lahko dober primer tega je MH17 za sestrelitev, kakšne vse možne čudne izmišljotine so se klele, so ven plasirali in mislim, to je bizarno, kaj je bilo. No. In pa recimo, če bi samo pogledal, ker bi bilo zelo dobro, da bi novinarji naredili to nalogo, da bi samo iz arhiva posnetke recimo, kaj je Putin že govoril v preteklosti, glede določene teme, sam tako narezal bi jih skupaj in pokazal to, ker pravim ponavadi, mislim, moja teza je ta, da najboljše nekako zdravilo proti ruski propagandi je ruska propaganda sama. Ne to, kaj nekdo drug pravi, pa to ne, to, kar so oni govorili, uporabili, pa za en primer, vse to, mislim, ponavadi se to dela za MH17, tudi mesece je to bilo, ampak če bi sam dal, koliko različnih nekih vzrokov so dali, da se nekaj zgodilo, bi moglo biti jasno. Ampak spet, tukaj je vprašanje v osnovi potem, mislim, da je malo verski moment v končni fazi, ker recimo, sploh ne, tukaj bom bolj prepoznam bolj to levo sceno, malo to desno, ampak levo to bolj, je, koliko imaš tega nekako sovraštva do Zahoda vse pa, ne? Ker ponavadi je to ta zadeva, kjer potem pomeni, da kdorkoli pa proti Zahodu je potem že lahko avtomatsko dober ali kako. Ne? In v osnovi pridemo do točke, koliko smatraš, da je Rusija dobra država oziroma njen imperij. Ne? Je ta varianta splošna afiniteta, potem na podlagi tega pa potem bereš zadeve naprej. Ne? Mislim, da je to čisto osnovi tako, te so dobri, te so slabi, najprej se odločaš in potem naknadno iščeš neke argumente v tej smeri. Tako da, to je pa že malo hujši problem. Ampak pravim, če bi se vsaj osredotočila na nekaj bolj sredino, ki je nepredeljena, ne ti, ki so hudi verniki v to, pa se jim zdi normalno, da Ukrajina da je last ruskega imperija, zakaj pa ne, se tako že skozi bilo, pa bi rekel takim ljudem, je normalno, da bi mi mogli biti še vedno pod srbskim imperijem oziroma del neke države, kjer Srbi vladajo in smo neka manjšina z manjšimi pravicami, bi bilo verjetno malo manj veselo, ne, bi mogoče prej razumeli, ampak pravim, jaz pusta
dihotomija, da ja, ta upor druga svetovna vojna je bila v redu, zdaj pa mirujemo. Recimo se zdaj lahko poslušamo, kako perverzno si nekateri pač predstavljajo nevtralnost. Ne? Kaj ne bi nevtralnost tukaj bila? Ne? Mislim, to je tako, no? Če vidimo nevtralnost, je ponavadi nikoli ne pomaga žrtvi. Ne? To so te pač znani reki, da vedno pomaga pač krivcu, tistemu, ki je agresorju. No? Tako da ja, imamo probleme. Ali res je tako, da ruska propaganda je tako močna, da smo tako nesposobni, mi vsi skupaj, Evropejci, ne vem, jaz se sicer štejem do zahodne civilizacije, Ukrajinci med seveda tudi ne gledate, da smo čisto na vzhodu te zahodne civilizacije, ampak da smo del te zahodne civilizacije, vedno smo bili, vedno bomo, zato se borimo. In jaz bi rekla, Sašo, za hec, kot ste rekli, da Ukrajinci radi se hecamo, da to, kar bi ti naredili neko fragmente ruske propagande, bi sigurno tukaj rekli, ali v Evropi nekaj, da to Američani so naredili, tako da nekaj podobnega. Tako da res, nažalost, jaz bi tudi rada omenila, jaz bi rada še tukaj dodala to nagovor, sem hotela poslati nagovor od enega v bistvu Slovenca, ki bojuje. Zdaj v Ukrajini, Matija, jaz ga sicer poznam preko Facebooka, mi smo imeli neki debat, potem on je nekaj izginil in potem sem že videla njegove posnetke kot vojaka. In moram priznati, že en teden mi ne odgovarja, me zelo, zelo skrbi za Matijo. In Matija je bil glih tisti, ki mi je rekel, da Ina, to so verniki, nehaj se z njimi kregati na Facebooku, ker sem jaz spustila nekaj let svojega življenja na kreganje na Facebooku. Jaz lepo vam nagovarjam Ukrajincev, ki živite v Sloveniji, ne kregati se na Facebooku, ne zapravljajte svoj čas. Raje zapojte kakšno ukrajinsko pesem, ne vem, pokažite kakšne slike, skuhajte nekaj in to prezveze, ampak ne vem, to zdaj mi na takem nivoju ne moramo tega rešiti. Moral bi biti nekaj odgovor strani države. Jaz sem šla pogledat na Twitter, nekaj dezinformacij in tako naprej. To je tako smešno in primitivno, kar obstaja. In jaz hočem povedati tukaj, ne vem, če se strinjate z mano, ko ste zdaj govorili na to, jaz mislim, da Rusija je že v vojni z Evropo. Ne vem, tale zanikanje, ki mi hočemo vsi tukaj v Evropi zanikovati, da to se dogaja, poglejte, kaj se dogaja v diverziji na Poljskem, v Belgiji, na Danskem, je bilo že v Baltiku in tako naprej. Ne vem, mislite, da Evropa je že v vojni? Jaz mislim, da je Evropa že v vojni, sam nekako proba oddaliti tale trenutek začetka vojne. Mislim, da je lahko govorimo o nekaj oblikovanju, če govorimo o informacijski vojni, absolutno, že od, ne samo od začetka velike vojne, ampak od začetka že aneksije Krima, že pravzaprav prej bi verjetno lahko potegnili 2008 Gruzija, mogoče še dalj, moram priznati, da bi zato rabili najbolj malo večjo analizo. Ampak ja, če govorimo o neki propagandni informacijski vojni, absolutno, in mislim, da se Evropa poskuša na vse kriple ustaviti, da bi se morala zavezati za nek resen konflikt. Ker mislim, da stvar, ki je trenutno kritična, še posebej, če gledamo neke večje države Zahodne Evrope, na čistem vzhodu, Poljska in Baltik, so si mislim, že dolgo nazaj nalili čistega vina okoli Rusije in nimajo nobenih iluzij, da bi lahko neko mirno soobstajanje s Putinovim režimom. Skandinavci tudi. Skandinavci tudi, absolutno. Vidimo Finsko in Švedsko, ki sta vzeli bolj aktivno vlogo, zdaj tudi prebili nevtralnost. Ampak zelo, ker se malo vračava že prej tej temi, tudi na neke analogije iz druge svetovne vojne, mislim, da česar se najbolj bojim, ni samo to, da bi prišlo do neke res odprte, direktne vojne med Evropo in Rusijo, ampak da bi spet hitro, in bojim se prehitro, dobili zakaj bi umrli za Gdansk ali v letu, 2025, zakaj bi umrli za Tallinn, Rigo, Vilnius, karkoli, moment iz Zahodne Evrope. So majhne države, pustimo jih. In podobno, kot se je zgodilo v Ukrajini, ko sta se ZDA in
Združeno kraljestvo, potem ko se je Ukrajina odpovedala jedrskemu orožju, zavezali, da boste branili njeno teritorialno integriteto. Pa smo videli, kako je to vodilo. Tako da mislim, da zdaj Evropa računa, da lahko nažalost tudi na račun Ukrajine, zaustavi to vojno v Ukrajini in nekako poteši ruski imperij vsaj za nekaj časa, zato ker dolgotrajne strategije ni. Tako da mislim, da v nekem konvencionalnem smislu vojne mislim, da še ni, ampak da se bližamo temu in da Evropa nima najboljšega načrta. Zato ker igramo poker z Rusi. Dokler je pač evropsko-ameriško vojaško zavezništvo, če bi lahko računali na to, da bi bilo trdno, 100% trdno, ne verjamem, da bi si Rusi upali napasti, ker vejo, da ne morejo zmagati. Ampak igramo poker, zato ker na drugi strani pa mi trdimo, da je naše zavezništvo trdno, ne upamo postaviti trde meje, vojna bo, če naredite to. Tako da mislim, da se tukaj igramo nevarno igro in bi se mogli enkrat odločiti, kaj želimo. In mislim, da vsi vemo, kaj je pravilen odgovor na to. Mogoče bi tukaj začel, da za mir sta potrebna dva, ne, in ta konflikt nam je bil vsiljen, ampak zdaj ga tukaj imamo. To, kar Rusija počne, oziroma ruski imperij pod tem režimom, je pač grozno. Recimo tudi to, da imamo, če smo prej imeli normalno, če že govorimo, kaj so si mislili o nas in koliko nas spoštujejo, smo imeli redno na evropskih ulicah atentate. Kogarkoli ni odgovarjal, to so kar normalno likvidirali. S takimi strupi, ne vem, če se pravi, imamo hude zadeve tukaj in spet ni bilo dovolj strogega odgovora, ker pa imamo rusko nafto pa ruski plin, ne, dva svetnika iz Rusije, ki zelo verjamemo v njih, ne, zdaj malo manj, hvala Bogu. Je že to, recimo, potem imamo zdaj sabotaže take in drugačne. Vprašanje, kdo je točno že to sprožil. Pa imamo še to največjo perverzijo. Načeloma, to je tako jasen, da pač Putin pa neonacizem, v Rusiji je neonacist, ko hočeš. To je zelo jasno. Recimo tudi, ko sem spremljal tam od leta 2014 dalje, si na V-kontakte si normalno imel direktno skupine z neonacističnimi simboli, se pravi V-kontakte, če kdor pozna Rusijo, ve, koliko totalitaristična država to je. V-kontakte je absolutno pod državno kontrolo, ne more biti, da ni. In Sberbank tudi more biti. Se pravi, če Sberbank si ti lahko neonaciste financiral, da grejo v Donbas. Ne. To je bilo najbolj normalna zadeva. In zdaj imamo financiranje. Se pravi, tam je samo vprašanje, a si služiš interesu tega Putinovega imperija ali ne. In potem dobiš to podporo. In lahko vidimo, se podpira skrajno levico na enem delu, po drugi strani pa, če gledamo te lepe neonacistične skupine politične po Evropi, imajo enormno podporo ruskega imperija. In tukaj se suvajo ta sistem, še bolj perverzno pa potem to, da recimo uporabljajo begunce kot orožje in jih probajo ali čez Belorusijo ali kakorkoli, ali pa tam, ko so v Siriji zelo dobro delali begunce, ne. So tako nekako naprobali na naše sisteme zanihati. Tako da v bistvu, hočeš nočeš, Rusija je v vojni z nami, zdaj pa, koliko smo pa mi dejansko se zavedamo tega, ne pravim, ni to čisto tako odprta vojna, ampak saj tudi, če že gledamo, kakšen je bil plan tega rdečo obarvanega ruskega imperija, ne sovjetskega, že to bi bilo jasno, kako so se oni na to pogojno premoč Američanov prilagodili. Glih s takimi hibridnim načinom vojskovanja, lažmi in pravim, to ima že dolgo brado, tukaj se ni nič dosti spremenili, sploh če pogledamo, da je pač zdajšnji predsednik nek bivši KGB-ovc, ampak to nam bi moglo biti že jasno, da neka taka oseba čez noč verjetno prav poštena, pa resnico ljubna glih ne bo postala, ne? Če cel življenje že to počne. Tako da. Včasih ta težava, ki ne moreš označiti neko dejstvo, nekaj mi smo Ukrajinci začeli reči rašisti, ne vem, če ta beseda tukaj nekako pristala, če dobesedno jo razumejo, zakaj gre. In mi zdaj tudi mi rečemo, da in orgi in vse živo, ne, rašizem, ni v bistvu imena za tale fenomen, ta ruski imperij plus nacizem plus agresija, vse to, jaz ne vem, kako bi to poimenovali, potem začneš reči fašizem, nacizem, rašizem in v bistvu zgubiš in to, kot si ti rekel prej, Sašo, Rusi izkoriščajo, ne, tiste, kot rečemo, zdaj živimo v tistem obdobju post-resnice, ne, da ni resnice, ni nobenih vrednot, demokracija ne obstaja, vojsko to, ne vem, sploh ne rabiš in tako naprej. Počas vidim, da že čas je tako hitro gre,
težek, mogoče težek večer, ne vem, kaj vi dolgočasite, ne dolgočasite, poslušate, nekaj pijete, ne pijete. Jaz vedno vseeno bom težila na vsakem predavanju. Jaz se opravičujem, tukaj ste za Ukrajino. Vem, zabavno, prišli ste, zapravljate svoj čas, ste bili v Ukrajini pod bombami in tako naprej. Ampak, dokler ste Slovenci, jaz vedno težim zaradi tega izraza, ker mene tako, kot bi me kdo udaril, skozi, kako mi moramo tukaj Ukrajinci v Sloveniji govoriti Kijev. Tale izraz Kijev je absolutna ruska kalka, ne? In mi govorimo Kijev, pravilno. In mi nikoli Ukrajinci ne gremo učiti Slovence, da to vi morate tako, ampak gre v bistvu za neko izpeljanko iz tistih rusko-imperskih časov. Še vedno na slovenski televiziji in slovenskem sekretarju piše, SSKJ, ne, jaz vedno zamešam, ja, piše Kijev, Belorusija, Moldavija in tako naprej. To so tiste izpeljanke iz ruskega imperija. A se da to premikniti? Mi smo dvakrat pisali na tisti oddelek za zemljepis in tako naprej. Ne bom govorila kakšno besedo kako nam odgovorili, ampak ni šlo skozi. Kako bi mi Ukrajinci, kaj bi mi mogli narediti, da primakni tale izraz Kijev v smer Kijeva? Ne vem, če bo zaznano, vsaj jaz sem se to celo predavanje in seveda tudi od začetka vojne se trudim, moram reči, da ja, kot je Sašo prej rekel, moje ukrajinščine je nikakva, moje znanje je komaj, da sem preživel tam. Mislim, da to je zadeva, ki se da sloveniti. Spomnim se, da ob začetku Fullscale je bilo celo v Sloveniji nekaj debate o tem, kako naj se piše Kijev, ali mislim, da se je takrat začelo uporabljati Kijev. Ni čisto isto, ampak najbližje, kar se Slovenci lahko nekako potrudimo. Jaz sem se recimo teden nazaj sem končal pisati članek o Ukrajini za študentsko tribuno, to je nek študentski spleten časopis, in sem se z uredništvom recimo dogovoril, da stilistično pustijo Kijev, Lviv, in Užhorod, podobne zadeve. To je res lepo. Tako da mislim, to pride skozi uporabo. Mislim, da je to Luhansk, Lugansk še posebej, recimo. Glede na to, da je direktno okupirana zadeva. Mislim, da se preko uporabe to največ da. Je pa res, ja. Torej, mi tudi moramo vztrajati Ukrajinci, mi moramo govoriti Kijev, ne? Ja, ker ljudje razumejo, ljudje so, mislim, da lahko... Mislim, da če se ljudem razloži, kaj je problematika v tem, so tudi odprti za to. Ker ne bi jaz rekel, da je to direkt toliko ruska propaganda, ampak da je samo spet ignoranca. Ker smo Slovenci v zgodovini vedno to prejemali vedno pač preko ruskih virov. In se je pač o Kijevu pisalo iz ruskega zornega kota, vedno je bilo tako v učbenikih, vedno je bilo v knjigah, ljudje potem pa, tudi ko je Ukrajina postala samostojna, pa se niso tako potrudili ali pa niso tudi v nekaterih točkah imeli priložnosti, da bi se izobrazili o tem in dejansko vedeli, kaj je problem. Enako kot, ne vem, bi vsakemu Slovencu šlo na bi pač dobil ošpice, če bi Ukrajinci začeli govoriti Laibach, ne pa Ljubljana, ne. Tako da mislim, da skozi uporabo, skozi izobraževanje lahko to največ dosežemo. Mogoče bi gledal tukaj malo širše, še, ne, da po moje je osnovno ta vprašanje tudi mogoče da se bo nekako ta ukrajinski boj nekako bolj približali na levici, da se predstavi vse skupaj skozi prizmo dekolonizacije. Ne? Ker še vedno je ta varianta, da Rusija se niti ne jemlje kot dejanski imperij v enih glavah, ker očitno moraš imeti neke otoke, pa neke čezatlantske zadeve, oziroma ne vem, kaj so prodali, ali jasno, to mogoče to malo šlo, ampak dejansko tega videti tukaj ni. In spet v osnovi je to, ker je neka ljubezen do ruskega, ne. Do ukrajinskega pa manjš, ker ste manjši in niste bili postavljeni tako na zemljevid in tudi Rusi so dosti časa delali, da se nas pripravi na te zadeve in pa imamo recimo tudi vprašanje Vršiča in takih zadev, kamor lahko še gremo, ampak so pokazatelji vsega skupaj. No? Tako da, bi rekel, absolutno podpiram in mislim, da je bilo smotrno, da se dekolonizira muzeje.
Tam je tudi ogromno tega, recimo, iz kje je kdo in kako je to, ker se piše, to je pa ruski umetnik, pa v bistvu Ukrajinc, ne. Marsikaj treba narediti, to se načela mogoče kle celo nekaj več uspeha bilo, ne. Se pravi, tukaj pa mislim, da bi bilo treba vseeno v zaveščanju delati, ja, da to je v bistvu, kar je zdaj v Ukrajini se dogaja, se da predstaviti kot dekolonizacijski boj. In čim se je poskušalo vzpostaviti neodvisnost, so napadli. Mi skozi to govorimo, Sašo. Treba še bolj to postaviti jasno in ja, mislim, premalo se to govoriš, vse je tega premalo in potem bi lahko rekli, dajmo pol dekolonizirati jezik, pa dajmo dekolonizirati slovenščino, teh besed, kakor so, ne, tako da se zelo strinjam in se mi zdi smotrno, ker se mi zdi, ne vem, malo se mi zdi grdo, da ne nazivaš prestolnico recimo države, njihova, kakor pač prebivalci sami govorijo, da ne uporabljaš tega, ampak da uporabljaš neko tujo zadevo, pa še posebej sploh v tej situaciji, ki je bila take krvave vojne, bi rekel, ne, prav dejansko to treba brutalno sankcionirati, take zadeve, da se vidi, da ne boste mogli kar tako silo kolonizirati zadev naprej, kakor vam je v preteklosti šlo. Te časi so minili, to so zdaj neki novi časi, to ni 19. stoletje, plus zdaj, ker imajo pač še atomsko orožje, če se pravi mentalitet 19. stoletja z atomskim orožjem, pa kje smo mi? To nekako bi bilo treba s to prakso prekiniti, tako da ja, zelo podpiram, probam tudi jaz to uporabljati na ta način, recimo, lahko pa tudi še povem, kaj mi je zelo všečno. Ukrajinci dosledno načeloma vse te ruske zadeve z malo pišete. To mi je super, ampak recimo moramo pa pokritizirati, ne? Recimo, ko sem bil v Kijevu na trg pred samostanom Svetega Mihaela, so te uničena vojna tehnika, ruska in tako, ne? In sem najdel pravopisno napako, nekje je bila Rusija z veliko napisana. Ja, to treba popraviti. To treba bo naslednjič v Ukrajino bo šel, pa boš popravil. Boš vzel kuli ali pa malo grafita. Mislim, da ta poudarek na muzejih in nekim zgodovinskem spominu je tudi zelo pomembna. Recimo en tak dejstvo, ki ga rad omenim, če je nekdo malo preveč mogoče navezan na neko pač zgodovino Rusije, še posebej, če spet govorimo o tej drugi svetovni vojni. Ta največja ruska epopeja, tista znana fotografija sovjetske zastave nad Berlinom, ko so osvobodili Berlin nacizma. Na tisti fotografiji, ki jo Rusi seveda imajo za svojo in s katero se glasno hvalijo, sta, če se ne motim, Ukrajinec in Kazak, fotograf pa je bil Gruzin. Tako da izjemno ruska zadeva, moram reči. Je, res je. Ja, da ne govorimo že, nisem rekla besede Bandera še danes, to pa je čudno, ne? Mogla bi povedati večkrat Bandera, ampak ja, z nas naredili najbolj hude naciste v drugi svetovni vojni, čeprav smo en od najbolj žrtvenih narodov, ki doživijo tako grozovito vojno. Noben pa ne govori o Vlasovu, o generalu Vlasovu, ki je imel milijonsko vojsko in podpiralo naciste. In tega pač ne ve. Bandera pa to vse ve tukaj. Dobro, jaz se vam zelo, zelo zahvaljujem, res ste čudoviti sogovorniki, še naprej in naprej. Sam nažalost moramo zaključiti naš večer, ne idče, zdaj Luka še bo to povedal in ne idče, ker imate nekaj eno malenko z naše strani in preden Luka zdaj naredi oglas, potem še bo zaključek z lepo ukrajinsko pesmijo, ki bo seveda o kozakih. Zdaj bo malo bolj vesela in se vam zelo, zelo zahvaljujem, da ste se oglasili danes tukaj v Kultura 13.6 in predam besedo Luki in potem spet duet Verbena in pesem se imenuje Jiha, kozak mesto. Na tej točki, zato ker je skupen projekt, bi tukaj polega tudi povabil, da se mi pridruži na odru, da ne bom jaz vsega požel. Ampak ja, kot sem omenil, jaz sem iz podmladka socialnih demokratov, ampak letos smo se za eno zelo lepo priložnost lahko povezali tako mi in podmladka še dveh slovenskih političnih strank, skupaj z Mladinskim svetom Slovenije in društvom Razum, da organiziramo akcijo Mladi za Ukrajino, kjer zbiramo dobrodelne donacije. Zato, ker mene že grlo malo boli, bom pustil Olegu, da konča ta oglas. Jaz upam podr. Ja, v bistvu gre za unikaten projekt, katerega jaz vsaj doživim v Sloveniji že
12 let nisem še doživel, da stranke z različnih političnih polov, nekako desnega in levega, so se združili za Ukrajino. Zbiramo predvsem finančna sredstva na ta TRR, lahko pa je tudi možna donacija medicinskih pripomočkov, seznam katerih najdete na v bistvu opisu našega Instagram profila. Generatorji, s kateri bomo kupili s temi finančnimi sredstvi in medicinski pripomočki, bodo dostavljeni v bolnišnico v mestu Šostka, oziroma v mestu Gluhi v rajonu Šostka v Sumski regiji, ki je neposredno na ruski meji in lahko rečem, da zelo trpi zaradi ruskih napadov. Ni pa mogoče tako dolgo predstavljeno tudi v medijih, ker pač ni toliko aktivno vojaško območje, je pa v bistvu eno in trpi vsakodnevno. Tako da hvala vsem, ki boste lahko donirali, hvala tudi Lukatu in podmladkom, ki so se pridružili za to akcijo in da se nam dala besedo. Hvala lepa. Hvala vam. Ja, absolutno vsake donacije meni ogromno in da to delite še komu poveste o tem, ker gre za neko dobro stvar. Še enkrat, kot človek, ki se ukvarja s politiko, tako povezovanje se res ne dogaja. Ogromno smo se trudili, ogromno napetosti, sivih las. Jaz sem verjetno izgubil par let življenja zaradi vsega tega stresa, ampak je absolutno vredno, ker gre za res dobro zadevo. Tako da še enkrat res, hvala. 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 Hvala vam. To je Verbena Viha pozad listom. Laska. Тихо, тихо, поза Христом, тихо, пытом камень тріснув раз-два, тихо, пытом камень тріснув раз. Тихо, пытом камень тріснув, соловейко в гаю свиснув раз-два, соловейко в гаю свиснув раз. Соловейко, рідний брате, виклич мені дівча з хати да раз, да, виклич мені дівча з хати да раз. Виклич мені дівча з хати, щось я маю розпитати да раз, да, щось я маю розпитати да раз. Щось я маю розпитати, чи не била вчора мати да раз, да, чи не била вчора мати да раз. Ой, чи била, чи сварила, що з козаком говорила да раз, да, що з козаком говорила да раз. Тихо, тихо, козак місто, тихо, питом камінь тріснув да раз, да, тихо, питом камінь тріснув да раз. Кажу, що було позитивно. Hvala Irina, hvala vsem. Hvala lepa, ostanite še malo poklepetamo. Lepo je bilo, hvala vam. Hvala vam.